Drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo govorili o nezvestobi. Obiskali smo psihoterapevtko Veroniko Seles, ki je strokovnjakinja prav na tem področju. Gospa Seles, zakaj so ljudje nezvesti? Vzrokov za nezvestobo je dejansko enormno veliko. Lahko bi celo rekli praktično, da toliko, ko je primerov, ki se zaplete v varanje, v nezvestobo, toliko je v bistvu tudi razlogov. Seveda zdaj nekako terapevti tudi ločimo na nek način določene spektre, se pravi, ki jih lahko ločimo zdaj po trajanju, potem po čustveni vpletenosti, po spolni vpletenosti, pa tudi glede na, se pravi, nek način, vzroke v smislu zdaj, ne vem, konfliktom, izogibajoče intimnosti, izogibajoče zaradi razdvojene osebnosti, zaradi nekih recimo spolne odvisnosti ali pa izhodne afere, no. Zdaj pa nekako vzroki so pa resnično tako zelo različni od posameznika do para. A so ljudje pogosto nezvesti svojim partnerjem? Znotraj seveda se pa lahko vidi, da je nezvestobe takšne in drugačne, ker ni vse nezvestoba samo tretji partner, ampak vse neko izdajstvo, neka prevara v smislu prelomljenega zaupanja. V katerih primerih lahko že govorimo o nezvestobi? Gre le za fizično prevaro ali je varanje tudi kaj drugega? No, tukaj se zdaj na nek način dotikamo definicije, ne. Zdaj spet jaz rečem, da zelo pomembno na nek način bi bilo pri vsakem posamezniku, ki stopi v partnerski odnos, da bi se dva pogovarjala o definiciji, kaj je za njiju sprejemljivo, kaj nesprejemljivo, kaj je tisti prestop meje, ne. In za nekoga je dejansko, ne vem, čustvena prevara, ne. Prevara za nekoga je poljub, za nekatere je izključno, ne vem, seks, spolnost, ne. Se pravi, tukaj je zelo različno. Lahko pa iz izkušenj pač povem, se pravi terapevtskih, da je velikokrat v bistvu že tista čustvena prevara, še posebej pri ženskah, velikokrat celo močnejša in bolj resnejša in jo dojemajo resneje, kot pa dejansko neka spolna afera, ki je lahko nenazadnje tudi enkraten skok čez pot in ni vpletenih nobenih čustev, kjer pa so čustva, tam se pa razvija in je velikokrat veliko globje. V katerih primerih lahko govorimo o čustveni aferi? Čustvena afera je v bistvu lahko so vpletena zgolj čustva, pa ne pride do spolnosti, lahko pa je oboje in velikokrat seveda tam, kjer je na dolgi rok na nek način čustvenost, pride tudi do spolnosti slej kot prej, ne. In ravno te čustvene afere so zato tako zelo močne, ker se razvijajo. Čustvena afera se pravi, da ti do nekoga čutiš nekaj več, ne, da mu posvečaš čas, da začneš sanjati o njemu in da seveda potem pa začne prihajati dejansko do tega, da začneš ta odnos skrivati, prikrivati, ne, lagati, in kjer pa pomeni, se pravi, da je tukaj ti zapadaš v neko čustveno globino. Je pa seveda zdaj to odvisno, ali so zgolj čustva brez spolnosti ali pa je oboje. Tam, kjer je oboje, je stvar zelo močna. Ali je sploh možno, da pri fizičnem varanju čustva niso vpletena? Zelo velikokrat, ne. Še posebej je pa to definitivno na nek način malo bolj moška dejavnost. Moški zelo velikokrat grejo recimo in se poslužujejo nekih enkratnih afer, enkratnih skokov čez plot v diskoteki in tako naprej, ali na teh nekih poslovnih potovanjih, se pravi, kjer se zgodi, ne, in tam ni vpletenih prav nobenih čustev. To je še vedno domena malo bolj moškega, rečem malo bolj, zaradi tega, ker se tudi nenazadnje danes v modernizaciji tudi vse več žensk poslužuje v bistvu nekih skokov čez plot v smislu, ali pa teh enkratnih dejansko posteljnih aferic, no, brez vpletenja kakršnihkoli čustev. Ali obstajajo kakšne stopnje varanja? Stopnje varanja, seveda, zdaj je sicer, moramo spet ločiti, da je to enkratna afera, ne, brez vpletanja nekih čustev, tam dejansko prideš, se zgodi in greš, ne, tam, kjer pa v bistvu dejansko gre za vpletanje čustev,
tam pa so stopnje, ne? In začne se dejansko, lahko tudi velikokrat rečemo, s kavo ali v bistvu z nekim pogovorom. Največkrat s pogovori, ne? Zato tudi rečemo, da danes je številka 1 na nek način delovna mesta, kjer ljudje se družimo in se začenjamo pogovarjati med seboj, ne? Imamo neke podobne vrednote, nek podoben stil življenja in se začne, se pravi, s pogovorom in z željo po čim večjem pogovoru, in tam se začne razumevanje, še posebej največkrat razumevanje tega, kar nisi razumljen doma, in začneš pridobivati v bistvu tisto, kar pogrešaš. In potem kava, in tam se pa že začne v bistvu na nek način to prekrivanje, ne? Ker naenkrat ta odnos ni več kot odprta knjiga, začnejo se kakšna sporočila, ki ne želiš, da jih partner vidi, in tam se začne zelo močno poglabljanje. Potem pa seveda nadaljuje, ne vem, tudi v spolnost in zmeraj večje poglabljanje čustvih. Drage gledalke in gledalci, pogovor o nezvestobi bomo nadaljevali prihodnji teden. Nasvidenje.